Ampak seveda pričakovati, da boste kar vsakič Slovenci postajali svetovni prvaki, ne gre. Konkurenca je huda, ampak niste bili daleč. Morda ena manjša napakica in to je bilo dovolj za 4. mesto. Ja, res je. V bistvu smo imeli kar lepo vožnjo. No. Res pa je, ja, da je težko biti skozi na vrhu, ker je konkurenca močna. Tako da, ja, jaz sem zadovoljen z današnjim nastopom. Škoda majhnih napakic, ki so nas v bistvu stale boljše uvrstitve, ampak vseeno uspešen začetek, no, tako da probamo po stopničkah še naprej nadaljevati. Bomo rekli, let je prebit, zdaj pa kvalifikacije, tisto, kar je seveda najvažnejše na tem prvenstvu, lovite olimpijske norme. Želja za prvo kvalifikacijsko vožnjo, takoj verjetno za polfinale. Ja, želje so čista tekoča vožnja, da se uvrstim v polfinale in potem fokus naprej na naslednje tekme. Ja, naslednja naloga so pa kvalifikacije, tako da upam na čiste, tekoče, hitre vožnje. Kako vam paše tale voda v moštvenih vožnjah, sorazmerno majhno število vrat, 18? Ja, res je, voda mi zelo ustreza, je precej divja, je pa tudi malenkost problem danes, ker je veter na progi, tako da se vratca tudi precej migajo in je še bolj zahtevna proga. No. Kljub temu, da je samo 18 vratic, ampak smo pa videli tudi majhne razlike na vrhu, tako da škoda za te manjše napakice. Ampak da slovenski kanuistke ne odhajate domov v moštvenih ekipnih vožnjah brez odličja, so se pa poskrbele kanuistke. Ja, tako, sploh še nisem, v bistvu sem zdaj ven z vode prišel, tako da bravo punce, čestitke. Super. Božič, tudi vam bom postavil enako vprašanje ali trditev. Seveda, ne gre pričakovati, da boste vsako leto svetovni prvaki. Konkurenca je huda in to smo videli danes. Morda en trenutek na celotni progi in na koncu 4. mesto. Ja, v bistvu dejansko je bil samo en trenutek nepozornosti in to nas je stalo danes medalje. Ampak kljub temu mislim, da sva se odlično ujela z Žigalinom, tako da tudi v bistvu v napadu je zelo lepo in sama vožnja, kakor sem rekel, je bila, mislim, da konkurenčna, se ne celo najboljša. No. V tistem delu smo res izgubili, mislim, da je več kot 2 sekundi 30, kako smo imeli zaostanka za prvim. Lahko smo samo veseli danes, seveda pa je pri vseh nas malo grenkega priokusa, ker tako kot smo pripravljeni, mislim, da lahko računamo na večje mesto. So pa kanuistke poskrbele, da ima slovenski kanu medaljo. Ja, super, tudi za njih lansko leto so bile 4., tako da letos eno stopničko više, tako da smo zelo veseli v bistvu tudi za njih. Luka, kaj pa tale današnja vaša vožnja pomeni za kvalifikacije, za prvo vožnjo, verjetno želja kar takoj priti v polfinale? Ja, v bistvu dobro se bo treba pripraviti jutri. Jutri je nov dan, vemo, kaj pomeni to svetovno prvenstvo, vemo, da so vsi najboljši tukaj. Pustite treba vse pretekle tekme za sabo in se pripraviti na jutrišnje kvalifikacije, tako kot se za vsak tek. Jaz mislim, da sem naredil res dober trening tukaj v Londonu, odkar sem prišel. Tako da grem samo zavestno na tekmo. Začevar, čestitke, imeli ste naporen dan, ampak verjetno je vse odtehtala bronasta medalja med kanuistkami, ampak tudi tu ste poizkušali, le ste blizu. Ja, zdaj je kar malo tak enak priokus. Se mi zdi, da smo bile zmožne osvojiti medaljo. Zgoraj nam je čoln zelo lepo tekel. Zelo sem zadovoljna, kako smo kontrolirali. Na koncu se mi zdi, da se te razlike niso najboljše med tekmovalkami obdržale. Mogoče sem tudi začela na koncu malo hiteti, malo naroben tempo imeti. Ampak ja, to je šport, enkrat rata, enkrat ne. Ampak ja, drugače je pa odličen dan. Prva medalja na svetovnem prvenstvu za žensko kanu ekipo in jaz sem zelo vesela.
Precej dela za današnji dan, 2 tekmi, tako zadovoljni, predvsem pa tu med kajakaši, ko tekmujete, no, v bistvu sploh ne vem, kje reči, kje so bolj izkušeni sotekmovalci. Tam pri kanuju z Benijem in Luko ali tu s Petrom Kauzerjem. Ja, mislim, da bolj izkušena sta vseeno Beni pa Luka skupaj, čeprav Pera res izkušena, ampak ja, če skupaj gledamo, bi rekel, da C1 ima bolj izkušena ekipa, ampak ja, bomo videli, če bom zadovoljen s kanujem, nisem zadovoljen, zaradi tega pač nismo osvojili medalje, to mislim, da pač je dosti logično, ampak ja, drugače pa v kajaku bomo videli, trenutno vodimo, ampak bo pa zelo težko za medaljo, no, ker pač vožnja ni bila prav zelo dobra. Kratka napoved za posamične kvalifikacije ljudi. Ja, jutri bo precej vetrovno, pogoji bodo sigurno zelo težki, mogoče malo težji, kot danes, že danes je zelo vetrovno in je zelo težko predvideti kakršnakoli napoved, ampak bolj ko bodo slabe razmere, boljše zame, ker se mi zdi, da sem zelo dober v takih vremenskih pogojih, tako da ja, jutri je dan za kanu in pa če bom napadil polfinale, ker pač drugega mi ne preostane, zato sem tukaj in ja, jaz vem, da sem tega sposoben, tako da izgubiti nimam kaj. Kauzer, let je prebit, bomo dejali, moštvena vožnja. Jasno je bilo že pred tekmo, da se verjetno tisto 23. mesto iz Augsburga ne bo ponovilo. Kako ste vi kot najbolj izkušeni naš kajakaš v tej zasedbi videli ta naslov? Ja, mislim, ni garanta, da bi bilo 23. mesto izboljšano, ker moštvene vožnje so pač to bilo vsem trem mora zlaufati. Ne sme si prvoščiti nobene napake pač in ja, meni se zdi, da je bilo tako kar lepa tekoča vožnja, čeprav je bilo zelo težko. Jaz sem govoril četrti korac proti veter, veš, tam pod mostom je veter pihal v oči, jaz nisem vedel, kje sem. In si mogel biti res zelo zbran, da si celo kontroliral, ampak ja, rajš malo bolj kontrolirano, kakor pa da se čaka, pa bolj linije malo za ne, pa je bolj to tako, ne. Razmere so res, že omenili ste ta veter, tudi v prihodnjih dneh naj bi bil veter, tudi verjetno v dnevu vaše kvalifikacije. Ja, sej konc vse smo v Angliji, pa če smo zdaj uživali do današnjega dne lepo vreme tle v Angliji, pač je zdaj Anglija pokazala svoj pravi obraz, ampak na koncu za vse isto. Treba se čim bolj popraviti najprej za kvalifikacije, dobro je, jutri imamo cel dan prej in se čim bolj pripraviti na četrtek, na kvalifikacije in pol na finale v soboto. Peter, kako ste izkoristili ta čas, ko ste bili tu, seveda po zmagi v Seul? Jaz sem si lepo, tako po domač povedano, v Izi vzel cele priprave tle v Londonu, dosti bolj se počutim. Se mi zdi, da forma je taka, kakor jaz hočem, uživam v čovnu. Glih zato sem šel mečkem prej, da se mi pol ne bi kam modil in pol, če se meni začne moditi, pol delam na umnosti, tako da v bistvu jaz sem tisto, kar sem naredil tle, pa tako, ko sem počutil, sem zadovoljen, zdaj moram samo speljati do konca. Verjetno si ne dajete kakšnega prevelikega pritiska, čeprav želje so visoke. Pritisk je ali pa ni, pač kakor si ga sam daš, ampak meni je važno, da se jaz dobro počutim. Ta zmaga pred 2 tednom v Sevdervelu mi je pokazala, da sem na pravi poti, pač da je tisto, kar je bilo na začetku sezone pozabljeno. Jaz sem sfokusiran, skoncentriran na tekmo in pač če se bom tako še naprej počutil, jaz verjamem, da se bom, pol se nimam časa zabati, ne vemo pa vsi, kam jaz ciljam.